Stranje. In to dobesedno. Večinoma se v laboratorijih pregleduje kri, pri nas tudi slina, kar že veste. No, danes pa vam bomo predstavili majhen bolj usran del dela, in sicer preiskavo, ki jo opravljamo iz blata. V današnjem videoposnetku vam predstavljamo kronične vnetne črevesne bolezni in pa znake, ki jih povzročajo, ter kako te bolezni v laboratoriju tudi odkrijemo. Praviloma je pa prizadeta Danka. Da je prizadeta tudi Norvežanka. Živijo spet na kanalu Moj laboratorij, jaz sem Bija, to je kolega Aleš in midva sva del laboratorijskih podganc, ki vas vsako nedeljo hočejo nekaj novega naučiti. Kronična vnetna črevesna bolezen je bolezen prebavil, za katero je značilen kroničen in običajno doživljenjski potek z akutnimi poslabšanji in vmesnimi mirnimi obdobji oziroma tako imenovanimi remisijami. No, kot pa že ime pove, gre za bolezni črevesja. Ker je črevesje odgovorno za prebavo hrane, vsrkavanje hranilnih snovi ter pa izločanje odpadnih snovi, te bolezni oziroma ta vnetja to onemogočajo. Pod kronične vnetne črevesne bolezni spadajo 3 vrste obolenj in to so ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen in pa intermediarni kolitis. Pa dajmo najprej povedati nekaj o ulceroznem kolitisu, ki je med vedno pogostejšimi težavami sodobne družbe. Ulcerozni kolitis je vnetje sluznice in podsluznice debelega črevesja, prizadene pa lahko tudi celotno debelo črevo, praviloma pa je v bistvu prizadeta Danka. No, bolezen je kronična, najpogosteje poteka v zagonih, ki pa so lahko dolgi tudi po več let. In svojo izkušnjo z ulceroznim kolitisom pa je zapisal tudi eden izmed naših pacientov. Spodaj lahko najdete povezavo na ta prispevek. No, naslednja bolezen iz skupine kroničnih vnetnih črevesnih bolezni oziroma KVČB je Crohnova bolezen. Ta predstavlja kronično vnetje, ki lahko prizadene katerikoli del prebavne cevi, kaže pa se z različnimi oblikami vnetnega dogajanja, kar je najverjetneje genetsko pogojeno. In zgodaj v poteku bolezni se vnetje dogaja le na sluznici, kasneje pa se vnetje razširi tudi globlje in zajame celotno črevesno steno, lahko pa se razširi tudi v okoljne strukture. No, tretja oblika kronične vnetne črevesne bolezni pa je intermediarni kolitis, pri katerem se v bistvu ne da točno opredeliti, a gre to za ulcerozni kolitis ali pa za Crohnovo bolezen. Vsem oblikam kroničnih vnetnih črevesnih bolezni so skupne bolečine v trebuhu, slabost in pa izmenjevanje driske in pa zaprtje. No, včasih pa lahko simptomi KVČB spominjajo tudi na simptome intolerance oziroma preobčutljivosti na hrano. O intoleranciji sva že govorila v enem izmed prejšnjih videoposnetkov, mogoče si lahko ogledate tudi tega. Ima pa kronična vnetna črevesna bolezen tudi precej bolj izrazite težave in pa zaplete, ki nastanejo, če bolezni ne zdravimo. Zato je še toliko bolj pomembno, da ne spregledamo znakov kronične vnetne črevesne bolezni oziroma jih ne zamenjamo z intoleranco. No, kateri pa so ti znaki? Pri pacientih s KVČB bo prisotna kronična driska, bolečine v trebuhu, močni krči, v blatu pa je lahko prisotna tudi kri. No, prav tako pa ljudje s KVČB opažajo splošno slabše počutje, slabokrvnost, utrujenost, pa tudi zmanjšan apetit in zato posledično hujšanje, povišano telesno temperaturo in pa rane v predelu zadnjika. In za KVČB je značilno tudi to, da bolezen poteka v zagonih. Se pravi, da ima bolnik obdobja z izrazitimi težavami in pa na drugi strani obdobja, ko težave poniknejo. To pa še ne pomeni, da je v bistvu takrat bolezen pozdravljena. No, in ravno zaradi teh zagonov je včasih KVČB v bistvu tudi težko odkriti. Nekatere laboratorijske preiskave, se pravi recimo splošna krvna slika, tudi kakšni vnetni markerji, kot sta sedimentacija in CRP, sta lahko precej neznačilna. Odvisni so pa tudi od trajanja bolezni, njene razširjenosti, spremljajočih krvavitev, intenzivnosti vnetja in pa malabsorpcije. Ker je zaradi prej omenjenih razlogov zelo težko odkriti bolezen, mnogo bolnikov opravlja kolonoskopijo. To je preiskava črevesja, ki je pa na žalost precej invazivna in zato neprijetna. No, na srečo pa obstaja tudi lažja pot. Za potrditev ali izključitev vnetnih procesov v črevesju lahko pri nas v laboratoriju v blatu določamo vrednost kalprotektina, ki pokaže na prisotnost vnetja, no prav tako pa nam je v pomoč za spremljanje bolezni KVČB. Kalprotektin je v bistvu beljakovina, ki je v črevesju zdravega človeka prisotna v zelo majhnih količinah. V procesu vnetja črevesne sluznice pa se sprošča lumen črevesja, zato njegova koncentracija v blatu neposredno kaže na vnetje črevesne sluznice. Test kalprotektina se lahko odredi takrat, kadar simptomi kažejo na neko vnetje črevesju
ali pa kadar želi zdravnik razlikovati med KVČB in pa nevnetno črevesno boleznijo. Povečanje kalprotektina bo torej prisotno pri, se pravi, ulceroznem kolitisu, kronovi bolezni, povečan bo pa tudi pri bakterijskih okužbah, nekaterih parazitskih okužbah in pa tudi kolorektalnemu raku. Povišan nivo kalprotektina v blatu je zato znak, da je verjetno v črevesju prisotno vnetje. Točne lokacije in pa vzroka vnetja iz kalprotektina ne moramo ugotoviti, znano pa je, da višji kot je kalprotektin v blatu, bolj intenzivno je tudi vnetje. Pri bolnikih z kronično vnetno črevesno boleznijo bomo zato v laboratoriju izmerali povišane vrednosti kalprotektina, naprimer pri nevnetnih črevesnih boleznih, kot je recimo sindrom razdražljivega črevesja ali pa kakšna intoleranca na hrano, pa bomo izmerali nizke vrednosti kalprotektina. No, zmerna koncentracija kalprotektina pa lahko pomeni, da je prisotno vnetje ali pa da se stanje bolnika slabša, ker kot smo prej rekli, ta bolezen poteka v zagonih. Za vzrok, zakaj nastane kronična vnetna črevesna bolezen, ni natančno poznan. Trenutno velja domneva, da obstaja neka genetska nagnjenost posameznika, zaradi katerih telo napačno odreagira na bakterije, ki so prisotne v črevesju. To pa povzroči vnetje. No, verjetno pa gre tudi za neravnotežje v imunskem sistemu, saj del imunskega sistema, ki je odgovoren za regulacijo imunskega odgovora, pač ne opravi svoje naloge. Pomembno vlogo pri nastanku in razvoju bolezni imajo tudi genetski, imunski in pa okoljski dejavniki. No, pa tudi dolgotrajna izpostavljenost stresu, se pravi recimo stres na delovnem mestu, lahko povzroči spremembe imunskega sistema in pa pripomore k nastanku oziroma razvoju bolezni, še bolj pa stres pripomore k slabšemu poteku bolezni, ko je ta že prisotna. O stresu sva že govorila in kaj vse povzroča, dajte mogoče pogledati še ta video. In za konec, če se torej soočate z opisanimi znaki, se zdravnikom posvetujte o možnostih kronične vnetne črevesne bolezni ali pa pejte k nam v laboratorij na merjenje kalprotektina iz blata. No, s pravilno prehrano se da znake teh bolezni tudi precej umiliti, s tem pa si lahko dvignete tudi kakovost življenja. Upava, da sva vas s tem videom nekaj novega naučila. Če sva vas, nama stisnite like, pa če vam je bil ta video všeč, se tudi naročite na kanal, zato da ne zamudite naslednjega videa. Zato, ker midva se zdaj vračamo v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! V bistvu greva midva kar zdajle na dopust. Tako da vas za naslednjih nekaj nedelj zapuščava, ste pa seveda vedno vabljeni, da si ogledate kakšne starejše videoposnetke. In pa seveda, skrbite za svoje zdravje. Čim lepši dopust. Čau! Čau!